Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in srečno novo leto! Tako da bo to leto res dobro in danes vam bom razložila vse, kar se tiče številk, numerologije, kako si izračunate svoje osebno leto in boste videli, dejstvo je, da leto 2022 številke kažejo dobro. Tako da jaz sem prepričana, da bo to leto res dobro. Res pa je, da 22 je pa mojstrsko število. Prvo mojstrsko število je 11, drugo je 22. No, hvala Bogu, ni samo 22, ampak je 2022 in zdaj vam vse skupaj razložim. Ampak preden gremo na to, gremo najprej pogledati, kaj nam pravijo karte prehodu na novo za to leto. In potem še Ošutove karte, tako da v glavnem potegnila bom naključne 3 karte, 3 sporočila za to leto 2022. Tako da, stvarnik, kakšno je sporočilo za tiste, ki tole gledate, za vse vas, ki delate korake naprej v svojem življenju, kaj je najbolj pomembno sporočilo za leto 2022. 3 karte, da vidim, tile 3 ven gledajo in tale ta četrta. Ta četrta je prišla ven vranična karta, se pravi, dovolite si ne glede na to, kar se dogaja, vedno občutiti mir. In kar občutite, da vam dela takole, je samo sporočilo izven ravnovesja si, pejdu mir, kaj ti veča mir. In sledite temu, čemur, kar pač veča mir v vašem življenju. Vse tisto, kar vam pa veča ne mir, pač ne, da bomo zdaj kar prečrtali vse, ampak se zahvalimo, hitreje odidemo, mehko spremenimo plane, pač določene stvari treba majčkeno drugače spremeniti. No, zdaj pa zanimivo. Ta prva karta, ki je prišla, zvoki in angelske sfere. Dejansko sporočilo za letos je, bolj pogosto se obračajte na pomoč od zgoraj, ali pa na koncu koncev na svojo božansko pomoč. Moč v vas, ki je, na vaše vodnike, na vaše angele, ne nazadnje na angela varuha, ki ga imamo vsi. Dejstvo je, da ima vsak izmed nas svojega mojstra, vodnika, ki ga vodi, ki mu šepeta, ki mu hoče povedati, in glejte, včasih mi teh mojstrov ne slišimo. In pač dobimo kakšno klofuto, veste, tisto, mogoče kje padeš, da se, bolj počas, a ne? Mogoče se urežeš na določen prst, zaradi tega, da ti da sporočilo, pazi, kje si z mislimi, a ne. Lahko se zgodi, da imamo kakšno nesrečo, tako ne grozno nesrečo, ne preveč veliko, ampak dejstvo je, da naši vodniki nas želijo opozoriti, da so tukaj. In druga stvar, zvoki. Zvočna kopel, prav zvočna kopel je tista, ki umirja duha. Moja zvočna kopel je vsekakor reka Sora, ki jo imam tik ob hiši, in dejstvo je, da vsak dan si vzamem čas za to zvočno kopel, da se napolnim s tem glasom vode. In tudi zvok, recimo gozda, ima svojo zvočno kopel, a ne. Dejstvo je, dovolite, da vas preko teh zvokov narave nagovori vaša duša in da vas umiri, da se v vas poveča mir. No in naprej je prišel angelski glas. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile, v sebi sem mirna, slišim vodstvo. No in glejte, prav to, spet angeli, tako da tako jasno sporočilo je, bolj pogosto se obračaj na vodstvo, ki ga imaš. Ne glede na to, kaj se bo dogajalo, naj se zgodi, zato ker naslednja stvar pa je tema. Kaj se skriva v nezavednih delih mene, prosim za zavedanje. In očitno bo leto 2022 tisto, ki bo metalo ven tudi tisto, kar je v nezavednih delih nas in kar je čas, da se razkrije, kar je čas, da se pozdravi, tako kot mozola, veste, tam, ki je neka nakopičena energija, je prav, da se pregnoji in da se zaceli. No, tako ne bojte se teme, ker dejstvo je, da ta temna plat nas nam nosi darilo, nam nosi priložnost, da smo v ravnovesju, tako kot jing pa yang, in dejstvo je, da ta energija je potrebna za to, da se uravnovesimo.
No, to so zdaj karte prehodu na vodobo, zdaj pa gremo še na Ošotove karte. Se pravi, sporočilo za vas, stare duše, ki delate premike naprej, ki se želite spomniti, kdo v resnici ste, in dejansko je ena karta ven padla in prva je padla ven. Opuščajte nadzor, spustite. Spustite tisto, kar bi moglo biti v kontroli, kako bi moglo biti. To je prva stvar, nehajte se vklepati nečesa, kar ne morete več nadzorovati. Tako kot, ne vem, divja čreda, veste, stampedo, ne moreš nadzorovati, to samo še gre. Enostavno takrat je čas, da se umakneš. Ali pa vlak, ki drvi, ga ne moreš zaustaviti. Enostavno pač, če si pameten, če nisi na tem vlaku, ali pa če je kakšna možnost, izstopiš. Dejstvo je, kje lahko opuščate nadzor, ker nadzor pomeni za vas dobesedno smrt. Dobesedno pomeni, da, veste, nadzor pomeni stres. No, zdaj pa gremo na 3 sporočila za vas, stare duše. Kaj morate vedeti za leto 2022? Stres, pa smo spet tam. Glejte, tale, ki pleše, upam, da vidite dobro, tale, ki pleše gor na tem balonu, vsak čas ne more več žonglirati, ker dejstvo je, da od spodaj pa opica drži iglo in samo ta mehurček bo enkrat počul. In to pomeni, da kaj vam predstavlja stres. Tukaj na sliki je žongler, ki ima v zraku 9 teh palic ognjenih, ki jih vrti, poleg tega trobi na trobento in poskuša obdržati ravnotežje, pa še opico drži za vrat. Mogoče vas opica drži za vrat, ampak dejstvo je, da ne morete tega več držati. Leto 2022 enostavno ne bo dovoljevalo več, da ste raztreščeni. Ker naslednja stvar pa, preporod. Čaka vas preporod. Iz tega, glejte, tukaj je kamela, ki je v sivini. Kamelo vemo, da drugi jahajo. Naprej se razvije lev, ki zarjove, no, kakšno slovenščino uporabljam, in naprej pride fantek, ki igra na piščal. Se pravi, ta fantek, ki igra na piščal, je v popolnem miru. In ta preporod pomeni za nas, da bomo začeli delati korake za sebe, samo zaradi tega, da enostavno se stvar uredi. In preobrazba. Poglejte še to sporočilo. Tukaj, poglejte si nazorno tole sporočilo. Tukaj je obraz, ki je kot bi izdahnil ven, in na vrh je Feniks. In ta figura tukaj, ki sedi na lotosovem cvetu, drži v roki raztrgano verigo, kačo, drži vijolični meč in dejstvo je, da ta figura dobesedno je v popolnem miru. In očitno leto 2022 pomeni leto preporoda, preobrazbe, leto, ko bomo imeli priložnost izpustiti vse tisto, kar nam ne služi več, in zaživeti svoj božanski potencial. No, zdaj vam pa razložim naprej preko numerologije, kaj pravijo nenazadnje številke za leto 2022. V glavnem, 2022, če seštejemo 2 + 2 + 2, pride leto 6. Leto 6 je dobro leto. Leto 6 je leto povezovanja, napredka. Leto 6 je leto, ko enostavno tudi pobiramo sadove prejšnjega obdobja. Tako da leto 6 je dobro. Ampak za moje pojme, definicija tega, kakšno leto bomo imeli, je povezano s tem, kdaj smo rojeni. Recimo, jaz imam rojstni dan 8.7. in ko jaz seštejem 8 + 7 + 2022, dejansko poglejte, če zdaj te številke, ne vem, ne vidi se nič na kameri, se pravi, seštejem 8 + 7 je 15, 1 + 5 je 6, pa rekli smo pa leto 2022 je pa vibracija 6, se pravi, jaz imam leto 3. Leto 3 je dobro leto, povezovanje, napredek. Leto 3 je enostavno zame, jaz vem, da zame bo dobro leto. Ker leto 3, tudi iz preteklosti, ko sem imela leto 3, vedno je bilo to dobro leto, kjer so stvari
same tekle, brez da bi se neprestano trudila. Zdaj pa vi izračunajte za sebe. Recimo, primer, če ste rojeni 1.1. leta 2000. No, to bo zdaj najbolj enostavno razložiti. 1.1. leto 2000. Če je nekdo rojen takrat, pomeni, da je 1 plus 1 je 2, plus 2, te nule se itak, če jih sešteje zraven, je še vedno nula, se pravi, je to leto 4. Kdor je v letu 4, pomeni, da leto 4 ti da priložnost, da razmisliš, kje si. Leto 4 pomeni, da ti da priložnost, da vrednotiš, kje se nahajaš. Zato, ker moramo razumeti, da se odpira tako cikel 9 let. In jaz sem zdaj v letu 3, se pravi, cikel 9 let, in kdor je v letu 4, je skoraj na polovici in mu da vesolje priložnost, da dejansko ovrednoti, kje pa sem. In 4, da se razumemo, ni slaba, ampak 4 te lahko tudi usami, zato da imaš čas, da razmisliš, kje si. Tako da 4 je tudi ena taka mojstrsko število. No, potem pa gremo naprej. Recimo, tisti, ki imate osebno leto 1. Recimo, mi smo prej, sem hčerki razlagala, recimo 30.1.2004 pomeni, ko se šteje vse skupaj, je leto 1. In, 2022. kako? 2022. Aha, drugače moram povedati. Se pravi, 30.1. pa 2022 pomeni, da njeno leto letos je leto 1. In leto 1 pomeni nov začetek, novo okno 9 let. Novo okno, kjer se zaključujejo določene zadeve. Nenazadnje, ne vem, stara bo 18 let, zaključila se je puberteta. A veste, ko si v letu 1, recimo jaz, če gledam 3 leta nazaj, sem bila v letu 1, dobesedno so se mi stvari zaključile, dobesedno so določeni ljudje odšli iz mojega življenja. Dobesedno leto 1 ti da nove začetke, nove priložnosti, nove prijatelje, dobesedno odpre se novo okno 9 let. Zdaj tisti, ki imate osebno leto 2, tisti ste ravno tako leto 2, leto povezovanja, navezovanja, ravno tako napredka. Leto 2 je zmerom dobro leto, tako da leto 2 je tisto, ki ti da tudi nekako krila, da poletiš naprej. No, za 3 sem že razložila, 4 tudi, gremo pa na leto 5. Tisti, ki imate osebno leto 5, pomeni, da ste lansko leto imeli priložnost ovrednotiti, ki ste. Se pravi, ste zdaj v letu 5, kjer se boste odločali na podlagi tega, kar se vam je lansko leto dogajalo. Mogoče kakšne premike naredili, ali pa ne. To je zdaj vaša odločitev. In če jih ne boste naredili zdaj, jih boste tako ali tako potem, ko pride leto 7, morali narediti, zato ker leto 7 te pa ne pusti več počivati. Leto 7, glede na to, da je to cikel 9 let, te dobesedno da iz fotelja, iz kavča in te porine in zdaj pa začni delati korake. Zdaj pa, če do zdaj nisi nič naredil v tem oknu 9 let, zdaj jih pa boš in to lahko tudi tako na hard gre tukaj. Tukaj pa ni več, a bi prosim naredil kakšen korak v svojem življenju, bi bilo fino, ker 4 ti da to spodbudo, pa je taka nežna spodbuda, pa ti reče, no, zdaj bilo pa fino, da narediš kakšen korak, vidiš, tukaj nisi zadovoljna, to je 4, te opozori. Potem 5 ti da priložnost, da razmisliš, kaj narediš in lahko začneš delati korake naprej in te močno podpre pri tem, ko delaš korake. 6, leto, ko te nagradi za tvoje delo za nazaj. Ampak, če pa nič ne narediš, ko pride
leto 7, se pravi osebno leto 7. Aha, tukaj se pa začne žurka. Če do zdaj nisi delal, boš pa tukaj. In takrat te pa življenje porine. Je pa treba narediti premike. In tukaj ni važno, ali je bolezen, ali je odpuščanje, ali je, ni važno, kaj tukaj te življenje prestavlja iz fotelja. Nič več počivanja. In ravno tako leto 8, tisti, ki imate osebno leto 8, ravno tako, ker se že zaključuje cikel 9 let, leto 8, kar je pa neskončnost, in to leto neskončnosti ti da priložnost. Ali imaš neskončno uspeha, če si prej že kaj delal, ali pa neskončno težav, če prej nisi delal nobenih korakov. Pač leto 8 je spet močna vibracija, ker te enostavno hoče vesolje, vodniki, ni važno, kako imenujete to silo, premakniti na višji nivo, ker ko pride leto 9, pa dejansko pomeče vse tisto ven, si pa v centrifugi. In veste, ko se leto 9 zaključi, si rečeš, tole je bilo pa naporen, takih let pa ne bi več imela ali pa imel. In potem pride spet leto 1, novi začetki, novi podvigi, tako da v glavnem zanimiva so ta leta. Zelo je zanimiva energija je šla skozi mene, ste tudi lahko opazili, da vmes sem kar žarela, tako kot tale obleka moja, ampak nič hudega. Sem rekla, nič, speljala bom tole do konca, ker dejstvo je, da to so pomembne zadeve. Energije, ki so tukaj, nas podpirajo. Vesolje se spreminja s tem, ko se mi spreminjamo. To je dokazala nenazadnje kvantna fizika, da vsakič, ko opazovalec opazuje predmet, se spremeni njegovo delovanje. In s tem, ko mi delamo korake na sebi, mi vplivamo na celo vesolje, ne samo na svoje življenje. Zdaj bom pa zaključila tole sporočilo z eno zgodbo par dni nazaj. Ena gospa kliče in jo je bilo težko poslušati. Pa verjemite mi, nobeno od vas, ki gleda moj YouTube kanal, sigurno ni tako, ampak je zvenela tako kot sosedove kokoške, ki je tako, jaz sem toliko bolna, toliko težko živim. Ok, sem prijazno poslušala, ampak dejansko sem ji potem rekla, gospa, vi če želite drugačno zdravje, je čas, da začnete drugače nagovarjati vaše celice. Vaše celice vas slišijo. In dejansko vsakič, ko mi pomislimo, koliko težko živim, ja, naše celice nas slišijo. In dejstvo je, da naše celice razumejo, tvoja želja je zame ukaz. Tako kot, ne vem, veliki duh pri Aladinu, ki vsakič, ko je Aladin rekel, želim si imeti palačo, pa je rekel, tvoja želja je zame ukaz. Pa se je pojavila palača. No, tako hitro pri nas ne deluje, ampak dejstvo je, da te sile delujejo. In zato je tako pomembno, da očitno po tem, kar smo zdaj iz teh kart razbrali za leto 2022, je to leto pomembno, da da opazujemo tok naših čustev. Kam gre tok naših čustev? Kako se počutimo v določenem odnosu? In tam, kjer se ne počutimo dobro, pač zmanjšamo tiste odnose na minimum, in tam, kjer se počutimo dobro, pač tam smo več, zato ker to ustvarja našo radost, radost naše duše ustvarja naše življenje pa potem itak vpliva na vse okrog nas in predvsem mi potem lahko rečemo, pa koliko je fajn živeti. In to je tisto, mi imamo v sebi moč. In vem, da je včasih težko, nenazadnje, saj sem jaz tudi v tem življenju, ampak tisto, kar res verjamem, je pa to, da vsak izmed nas lahko postane zavestni ustvarjalec nove dobe. Zdaj, ne bom danes govorila, pišite si cilje, kaj želite, boste videli rituali, boste ustvarjali. Zadnjič sem že govorila nekaj o tem. Verjamemo to, da napisana zadeva, ko mi napišemo nekaj, kar si želimo, in ko
lahko to spustimo v eter na ta način, da sežgemo to, a ne, da recimo jaz željo napišem in jo potem, ja, rečem, veliki duh, pošiljam ti to energijo, prines mi to zadevo v moje življenje, če je to najvišje dobro vseh. Lahko si naredimo vision board, recimo tako, kot je opisano v knjigi Skrivnost, in nalepimo tja vse tisto, kar mi želimo. Ampak, glejte, tista ustvarjalna sila, ki pa ustvarja, ni da ustvarimo ali pa nalepimo nekam neke slike, ki jih mi želimo, ampak da mi sebe vidimo in občutimo že, kako se bomo počutili, ko bomo to že imeli. Se pravi, če je vaša želja za leto 2022, da ste neskončno ljubljeni, tega ne morete ustvariti na ta način, da vsak dan razmišljate o tem, kako ste osamljeni, kako je življenje težko, kako je kruto in da stvarnik že ni pošten. Ne moreš, ustvarjaš to. To neskončno ljubezen lahko ustvarimo samo na ta način, da občutimo tudi ljubezen do sebe, da se objamemo zvečer, da si rečemo, wow, rada te imam, bejba, zaradi tega, ker si fajna, sama sebe, ne zaradi tega, ker vsi pred tabo takole slonijo, pa se ti klanjajo. Gre se za odnos do sebe. Kakšen odnos imam do sebe? Ravno tako je z denarjem. Če v tem letu želite boljše finančne pogoje, začnite zavestno darovati denar. Podarjajte. Dajte nekomu podariti nekaj. Veste, kdor je skopuh, ja, glejte, tudi življenje ti potem ne more dati. In jaz sicer ne najdem nobene šalčke, tisto, kar so moje punce imele pri barbikah za igrati. Veste, tiste mečkane šalčke od barbik. Glejte, če vi življenje zajemate s tisto ta malo žličko od barbik, pa kako naj vam da več? Ali pa če pijete s tiste ta male šalčke od barbik, ne more vam tam noter natočiti več. Zato vi pač rabite povečati to posodo, da lahko sprejmete več, in ko boste lahko sprejeli več, to posodo ustvarjate s tem, da ne živite v pomanjkanju. In pomeni, da nekomu podarite, veste, gre se za to energijo, ne za to, da bom jaz podarjala, pa bom rekla, a si videl stvarnik, jaz sem podarila, no, koliko meni pripada, ne, da jaz kalkuliram že vnaprej. Ampak, da z veseljem plačam, ko plačujem položnice, rečem, hvala za denar, da s hvaležnostjo plačam v trgovini, ne pa z občutkom pomanjkanja. In s tem ustvarjam obilje, in to obilje ga bo zmeraj več v mojem življenju. Če želim imeti več zdravja, ga lahko ustvarim samo na ta način, da bom delala več zdravih stvari za svoje telo. Od tega, da grem na sprehod, do tega, da se večkrat smejem, ker na koncu koncev je smeh pol zdravja, do tega, da pogledam kakšen film, ki me nasmeji, ki mi daje dobre občutke, in predvsem to, če želim več zdravja, da se družim z ljudmi, ki mi večajo ta občutek zadovoljstva. In to jaz delam. Zato, ker se imam rada in zato, ker se cenim. In cenim tudi druge ljudi, spoštujem, ampak če se nekdo vrti v svojem negativnem oblaku, tem črnem oblaku, nisem tukaj zdaj mati Tereza, ki bom rekla, jaz te bom razsvetlila. Pač, moja naloga je, da razsvetlim sebe. Zdaj, če s to svojo svetlobo lahko vplivam še na nekoga okrog sebe, glejte, to je moj namen. In to je vse, kar lahko naredim. Tako da, sijte in naj bo to leto 2022 leto, ko boste na koncu lahko rekli, to je bilo res dobro leto. Želim vam vse dobro, tako da uživajte na tem potovanju, ki se mu reče življenje, in ja, naj vas pri vsem tem, kar delate, obsije ves božji blagoslov, kar vam pripada po božanski pravici, zato ker ste božanska bitja. Tako da uživajte
in res vse dobro.